Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan! Koša člani! Pozdravljeni nazaj v novi epizodi članov. Like, comment, share, subscribe. Hvala, ker ste spet z nami. Na moji levi Jure, na moji desni Ana. Ring Light King. Evo Rimanič, z vami Jure. Lepo majčka. Lepo Ste videli mojo majčko? In pogledajte slikco. Lepo slikca, To sem ne? dobil, ker imam... Kaj imam? Danes ima Jure rojstni dan. Hvala prijatelji Matej in Ana, zelo lepo darilo. To bom nosil tudi v službo. Naj se ve, kdo je kralj. Jako. Še tle si mi morate podpisati gor. Tako da, koliko imaš danes? 27. Jaka leta, jaka Pizda, to leta. se že na gibah 30. Mislim, to se nagiba k temu, da pri 27 so umrli največji glasbeniki in ostali ljudje. Thanks. Recimo Amy Winehouse in Kurt Cobain. Še dobro, da ni Ampak še dobro glasbenik. ga ni jak. Pizda, veš, največji podcaster v Sloveniji. Višinsko, niti višinsko, ne. Napište v komentarje, kakšno se vam zdi darilo, ki meni se zdi tako ful lepo, ful iz srca, ful boljše, kot da kupiš nekomu za rojstni dan paket bombonov in čingumov. Praktičnost. To je ideja. Čakal sem te, da te skurca mlaji, veš. Kaj, to je od obeh vladarilo, ne, tako da jaz in Ana smo Jure to zrihtali to, ne. Jure in Ana so meni zrihtali paket bombonov. In pol sem jaz tako dobrega srca, da sem prinesel vsem, da smo tukaj jih čopali. Prinesli smo ti, paket Pa se res smo bombonov. zajebali, realno. Nutelo, zato ker on ful je Nutelo non-stop in robčke, zato ker on si Realno non-stop je Šlo bilo je- lem. šlo za Realno. Jaz se praktičnost. strinjam, da je bilo lem darilo. Pač Ja, pa se smo skupaj darili lem darilo. Pač je bilo hecno, ampak ono. Hvala, najboljši prijatelji. A smo najboljši prijatelji vsaj. Mislim, sva ti zrihtala tudi torto. Ja, ne, Mislim, v napis sodelovanju na s tvojo napis na torti je bil dober. Hvala. Prosim, moja mama je zrihtala torto, vi ste samo ti si, ali oba dva, napis na torti. Ja, jaz sem ga skoraj izjebal še. Meni Ti si so zamerili bil tvoji starši. Pač prvo je bilo v temu, jaz sem dal nekomu, da je drži Ja. in ta nekdo je rekel, dajmo na tla, itak se ne bo nič zgodilo. In pridemo do gor in ono napis na strani, razumeš, jaz ono... Ne me jebat, Pač stari. najjači napis gore je pisalo, kaj je pisalo? Mašnica, okrasek. Nekaj, kar ti je všeč. Ja. To je Ana, to je dobro Ja. naredila. Jaz sem umrl, ko sem videl, najjači torta. To je dobro je bila. Ja, In dobro. pol sem jo z roko, tako s prstkom sem premikal in napis levo desno. Ampak ja. Očito, ful je bilo hecno, ker jaz sem vedel, da sem dobil torto, zato ker pač moja mama mi je prej omenila, da smo dali eni naši sosedi, ki dela torte. In tako jaz na dan mojega rojstnega dne sem rekel, kaj ne sem jaz gor torto, ali tipo Dogrevička, to na meni. Kakšno torto? Dara, mama, vem, da si naročila torto, dej, samo povej, bom jaz nesel gor, komotni panik, imam plac. Jaz ne vemo, kakšni torti. Ok, dobro, ne vemo, kakšni torti. In pol je bil en čas tam v kuhinji, ki ste ga vsi hengali. Jo, Rimanič, ne smeš sem. Dobro, zakaj? Ne smeš. Pač ono, vse vem, da je tam vzadi torta. Ne smeš sem. Ok, dobro, ne vem, kaj je tukaj, dobro. Tako da... Ja, sem zajebal s torto, se upravičujem, Rimanič, starši in mama. Še bilo posebej bilo dobro. starši, oče in mama od Rimanica. Dobro, to si je malo bučer avtofora. Vem, kam si hotel iti. ampak- Kako je prav? Pozdravljam Zahvaljujem še posebej Staršem. Ne, staršem, še Ne, rad sebi posebej očetu in mami mami. Tako, Ja, tako. tako. Hvala, cime. Tako da... Ja, ne, meni je važno, da sta prišla tam in da smo se lepo Takole. imeli, da smo se podružili. Mislim, gledali smo nek lame film. Zelo nam je bil všeč. Ne dejansko. Ne Jaz sem dejansko. se smejala Ne non-stop. dejansko. No, jaz sem se smejala. Tako da. Ne, sem hotel narediti premiero na Udzunaj, Na platnu. Ja, lepo tle Jure posodil platno, veliko 5x10 metrov, nabavil sem projektor, zvočnike in edini dan se odločilo Je vreme, deževalo. da fucking dežuje. In jaz sem te opozarjala, Rimanič bo dež, imej plan B. Ne bo Ti dežja. si manifestirala Jaz dež. sem kriva, ja. Ja, Ana je bila non-stop, pazi, bo dež, pazi. Ne bo dež, ja, ma pazi, ki bo dež. Je bil dež. Joj, I control the weather. Ja, Jutri bo sonce. Kaj jutri bo res sonce? ja, jutri bo res. O, sonce. danes jutri se zbudim. Magla.
Ja. Ej, nisem videl fucking Ankarana. Vas ni bilo. Jaz nisem videl ceste. Štekaš, ono zjutraj se zbudim, nisem v časa niti zajtrka z banano, sem tekel dol v avto. Pazi to, ni pazi bilo to. prvič, da se Jure zbudil z banano v ustih, ne? Ne, se nisem zbudil, v avtu sem bil z banano v ustih. Ni prvič, da je Jure imel banano v avtu Slabo je to v povedal. ustih. Malo sem zaspal. Ne, veš kaj je zdaj ful smešno? Zdaj, prvo sem jo zamujal v Ljubljano in pol sem fuknil banane, olupil kot banane tam na sovoznikov na tla, ne? In zdaj se mi je mudilo v fitness in sem vse spet banane, sem fuknil še eno banano tam zraven. Zdaj imam 2 banane na tlahu v avtu. Še dobro, da ni poletje. Še dobro, da ni unega Super Mario ta zraven. Pazi zdaj, ko ti nekdo pride v avto, ko se usede, da se ne bo Ko padeš. Ja, se to je bila fora. Štekaš, Super Mario, veš, kaj se bilo, ne? Ja, ampak Super Mario ga vrže za avto, ti si ga vrgel v avto. In to je malo veš, nelo. Jaz nisem igrala tega, tako da... To zdaj javno, vsak, ki hoče iti igrati Mario Kart in misli, da je najjači, nabijem vas ko pičke. Tako da, če kdo tam hoče iti z mano v Mario Kartu, nabijem vas ko pičke, še enkrat. Kaj če bi jaz imam PlayStation 2 doma. Kaj če bi si ga dali tle? Prej sem še projektor, imam oni. In imamo še projektor tle lahko. Ok, jako, Nice. jako. Kjer je car sem jaz? V glavnem, ste spremljali kaj Oskarje? Jaz sem, ki sem v filmskem svetu. Jaz sem zjutraj pogledala zmagovalce in moram reči, da Encanto, animiran film, je dobil nagrado. Če se gre ta film že? Film se gre o temu, da je neka družina, ki ima magične gifte, ko se reče temu. Moči. Darila. Dare. Vsak member of the family stops. Vsak družinski član, Jesus fucking Christ. Film Encanto. Vsak družinski član v tem animiranem filmu ima eno super moč, razen ene hčirke in zaradi tega se ta hčirka dokazuje non-stop svoji družini, da je vseeno vredna. In zato je ravno sporočilo filma, da je vredna ljubezni. In ravno zaradi tega je sporočilo filma, da je vsak človek, ne glede na svoje talente, sposobnosti, da je on že iz štarta vreden ljubezni. Lepo sporočilo. No in to je dobilo Oskarja. Ful je jako, ki prvič v zgodovini Oskarjev, in to je bilo tako lepo fucking videti, je, mislim, zmaga za najboljše Oskarje za najboljšega režiserko je dobila spet ženska, tretja ženska v zgodovini, in je bilo ful lepo videti. Spet ženska, tretja ženska v zgodovini. Ja, v glavnem imam 100 misli. V glavnem ne, hočem reči, je bilo lepo videti, ker ni bilo nobenega govora okrog zdaj tega, o moj bog, to ženske, več žensk moramo, ko smo ženske jake, o moj bog, to več takega. Ne je bilo samo naredila, ne, veš kaj? Ni, to ni seksistično, zato ker veš kaj, naredila je fucking dober jak za popizditi film in so dali Oskarja. In samo to je bila debata. Vsi so rekli, to je fucking najjači film in si ga zaslužiš. Kateri film? The Power of the Dog. In samo, to je bilo samo govora, ne, zdaj spet niso porivali, to gremo ženski, ne samo, jak film, svaka ti čas žena, na ti Oskarja. In to je ful lepo, da smo se spet osredotočili na to, kdo naredi najboljše, oni zmaga. Tako ne, ste videli, kaj je vi Oskarje? Sem videl. Malo en spora ful je bilo. dober joke imam na to. Ko je že Chris Rock delivered the joke. Ko si zajebal? Delivered the punchline. Ne, he told the joke in Will Smith je deliveral the punchline. Okay. V glavnem. Will Smith told the joke? Ne. V glavnem. Chris Rock told the joke? Will Smith delivered the punchline. Da prvi joke, ki ti je prišel na Instagram in Twitter, si pogledal in povedal. Ne, na TikToku sem ga videl. In sem poslal vse čete. Ampak je bil najboljši. Ne, si bil dober. Dober. Samo sem gledal ta klip. Respekt, Chris. Ja, ma lepo ga je tekal tudi. Ne, tip se je pobral, kot da ni bilo nič. Tip me do plesko, tip. Ja, ma ni bila, je bila tudi ona, tako kar z torzotom. Tip je za ja, je ono. Ni bila tipo, ne, je bila, šamarmona. Kaj mislite, da je, no,
Ker ni žalil neko bolezen, njegove... Kaj misliš, da je prav, da je to naredil ali ni prav? Mislim, prav. nasilja ne To- podpiramo. Joke je fucking joke. Ampak kaj misliš, da recimo, če bi bila recimo tvoja mama bila bolana, recimo neozdravljiva in bi se nekdo hecal na ta Če račun? pride iz ljubezni in ne agresije in zareč, da ima pljuvanja, je dobro. In Chris Rock je res, viš, to je tle problem, on je to naredil ful okusno. Res je šaljivo, še prej rekel, Jada, I love you, ampak polje malo sem Samo pa je že pohecal. drugič zapored neki Ja, zajebaval. jo je že prej neki. Mislim, to je ono spet, Veš kaj, zdaj uno, še nekaj ta njegovega neki varala, kaj ni? ja, Will Smith Ja, s 50 ja. centom. Kaj ni ona bila prva v Tupeka, kao cura? Ne, tu peka. Ja, ba je. Ni 50 cent, vem, da je bil. Ba je, da je bila ona cura v Tupeka na začetku. Ba je, zdaj nisem siguren. Will Smith je žlepnul Chris Rocka, kot je 50 cent guz od Jade Mona. Ma kaj vidijo na tej Jaden, stari? Kdo je Njegova žena. Cura. Will Smitha žena. Ja, jaz ne vem. Ne, ona ima to avtoimuno bolezen. To, da je plešasta, ne? Alo... Nisem vprašal. To, da je izpadel lasi, kaj ni Ja, nekaj. ja, temu se reče... Ampak pač vse to je bilo spet far, pač res je naredil lepo, je naredil okusno. Ma kaj je svem ono, Ne, veš, to je naredil spet okus. ono... Plus, sprdal se je iz vseh, nisi samo iz nje. To so In pol pač se klipali. je Will Smith še malo jokcal, ne? A ja. Pa ga je plesknul Pač pol na itak koncu. se vsi vedno zafrkavajo drugi z drugega na Oscarjih in pač meni se zdela ta od Willa reakcija ful pretirana. Ja, ne, Tako da pač. očitno mu je še kaj drugega sprožilo to štekaš. Sigurno je bila še ali neka zamira prej ali se je še kaj prej zgodilo. Zato, ker Ja, sigurno je bil nekje na Štekaš, tipping je bila pointu. kaplja čez rob Ma ne more ti za njega. toliko početi film na live Oscarjih, Ja, no. največja noč tvoje karijere. On je zmagal Oscar za najboljšega igralca. Ampak ni on že večkrat zmagal to. Ne, on je bil samo nominiran, menda 3-krat in zdaj je prvič Kaj res zmagal. prvič je zmagal? Ampak res je pustil pečat na Chris Ja. Rockovem obrazu. Ja. Ne, ampak član moj, da ti zmagaš Oscar za najboljšega igralca, to je pinnacle karijere. To je to, pač zmagal. No, zdaj si. dosegel vrh in zdaj je rekel, Zdaj je rekel gotovo, zdaj lahko delam kar čem. samo je bilo res prav ono. Tako da, Ni bilo ono. si videl uno sliko, ko je prišlo zdaj ven, pizda, Ja, fire oni meme. slika, Ja. fire fucking slika. To bo 100% meme postal zdaj. Član so že. Ja, Član so že. To je ta svet. Ampak kaj ni lepo? Čim se zgodi neka tragedija, neki svet gre v to memes. Ampak če je bilo to zaigrano, Pol si je to zaslužil najboljši Oscarja, stunt ja. ever, stari. Pač jaz ful... Vi se moram enkrat pleskati na podcastu, stari, ampak ono res. Jaz Tipo, da vas dva. Ja, da te napokam tle. Ali pa obratno. Neč na zik hodiš fitness sem vid glasima, ne? Ne, ampak jaz sem študiral. Si misliš, da res Will Smith je zdaj tako 2-3 dni tejka na se, v vso to pizda, ko si naredil, in pol pride ven Akademija, Chris Rock in Will Smith, člani, to je bilo zaigrano, ker promoviramo igranje Oscarji, ki pač dajo nagrado igralstvu in to je bilo vse zaigrano. Mislim, to pridejo Will ven. Smith je sposoben to zaigrati, pač definitivno. Pač Ja, ja. član, da zdaj to pride ven, to je bilo fire. Ampak Čeprav njegov odziv od Chris Rocka je bil preveč miren, da bi bil zaigran. Veš kaj Ja, mislim? veš, Ful profesionalno. Ja, če Ja. bi on takal, veš, če bi bilo ono, veš, da bi hotel narediti dramo, bi pač ono, veš, neki, da bi bilo, ne? Veš kaj mislim? Ne, pač od Jon je prav Ali pa bi biti se simbol. stepli, kao, štekaš. Ne rabi toliko. Ja, ne rabi toliko. Veš kaj, ful se je videlo, Chris Rock je hotel nekaj reči. Tinga šamaru, tip se je dignil in je bil... Ne, on je mislil, da bo šel do njega neki se nasmejal. Ker Ja. on je stal. Ful ni, ne, preveč, Ma šokiranje bi. ja, preveč je bilo Tip je bil prvi vrsti nezaigrano, da bi pred bilo njim. zaigrano. Ja. Mislim, to sem ful stavo povedal, ampak Ma preveč je vsega, bil, ne. preveč ni pričakoval. Ker če bi pričakoval, Ja. človek trzne. Aha, že prej, ja. Veš kaj mislim, če veš, da boš dobil šamar, veš, da boš Uni, trzno. mene je najbolj me je zmotil, ne vem, dobro, zdaj mogoče bom jaz bil kao nek zvok. To me je zmotilo, se mi ni zdelo, ne vem, nekam čudno je plesknilo. Ful bolj, ni bilo toliko pleskamo, je bilo bolj Ja, pa udarec. če je bil, lahko če ga udaril po mojem stem, veš, z dlanjo. Vseeno, malo... Ja, če to udari nekdo s tem, veš, ga je prav udaril, Ja, ga je. rotacijo je imel prav. Ampak stari, tip pobral se je. Ni bilo nič, mona. Profesionalec handlal prireditev naprej. Ampak mislim, da je akademija dala ven izjavo, da pač ne Da ni zaigrano. podpirajo nobenega nasilja in to. Tako da zaradi tega je mogoče bilo res. Ful, ko sem ga videl, sem se spomnil na Kanye, to bi Kanye nekaj takega Ne, Kanye, ker nima Kanye z uno, Taylor Swift, ki za Beyoncé, da se Ja. zasluži, ne, kao, ja. A veš kaj,
Grem je tak, veš, tipo street event, veš, tako malo kalma, Granny. easy se henga. Oscar iskal, veš, Gospodini. prestižne. Kaj imamo mi neke... Vesne, ja. Ne, nekaj drugega imamo. Vesne za film, Victory. Viktorji. Kaj so to že naši? To so neki kipci kao tu. Ja, ma za? Za film. Ne, za Ne. film so... Za neke osebnosti in vesne. ta je... Pa kaj? Ja, ma Victory za... Dobro, tu mislim, da filmi dobivajo. Filmi tuji. Okay, možno. Ampak ne, bala, Will Smith je zdaj tako pobral vse nagrade, tipo, ki si da pobrat. Nice. Za ta film in ja, zdaj First knockout on stage. lepo ga je zaključil. Bravo, Will. Jaz sem mislim, da njegov sin je napisal kao, this is how you do it, kao, naš tega ga je branil. Ja, meni je to tako, kdaj joke prestopi mejo? Ja, ko je neukusen. Ja, kind of je neukusen se sprdaš iz nekoga Da bi rekel, ne, da bi rekel je pač, dobro, bom zdaj si izmislil neko novo foro, zgledal je ko košarka, tako, evo. Ja, Will Smith, hey Jada, love you, samo tako, zgledaš kot košarkaška žoga. Ej, no hate. Tipo tako pa, dej, Will Smith pač ste videli njegovo ženo, pač članka zgleda kot košarkaška žoga, ki je plešta, pač bala. Tako, to je zelo neokusno. Pa to na prvo, da ga malo tako, malo da Kaj ga... pa recimo, če je on tak, Chris, kaj je že, Rock, ne vem, njegovo ženo neki usvajal ali pa je imel kaj iz njo, veš, da mu je prav uno, veš? Misliš, da je neka drama vzadaj? Zelo verjetno je kaj. Ker una ženska ni loyal. Oh. Ja, to se zdaj vsi, ne, da kao pizda žena ga vara in tip gre tepst folk za njo. Ja, ma lih to, veš pa lih za tega je on tipping point, ker še vedno on se trudi, da to ostanejo skupaj, razumeš, in pol ga neka najmanjša stvar ga je razdražila do kraja, ker on ve, da to dela Pa da te razdraži na live televizijo, no, Veš kaj? skari. Jaz sem gledala enkrat, mislim, da neke klipe ali nekaj takega, ko sta Jaden in Will govorila o svojem odnosu in Ja, ono, se je da sta ful nek ki je rekel, da, če je rekel, da vara, če je rekel, da ga vara, bo je celo na televiziji. Da sta workala, da sta prebrodila svoje težave in da sta še bolj zdaj povezana, nekaj takega. Vem, da sem pač gledala nekaj v zvezi s tem in sem bila pravno, ok, wow, ona dva imata res nice odnos. Tam nekaj ni v redu, tam nekaj ni v Okay, redu. če bi imel ženo, te vara, ostane z njo ali ne ostane z njo. Tudi če imaš tako, imaš 3 otroke, evo, ta situacija. 3 otroke. Če me vara, misliš tako enkrat ali večkrat? Je tipo, pač... Eno, da me pol leta vara z nekim tipom. Ja, ni da je en hook-up, veš, z enim se dala dol samo enkrat. Če bi mogoče premislil, ampak bi bil to ena in To pač ne, da te vara. Ne, da me vara konstantno, Hannes. bi jo varal tudi jaz. Ne bi, tega se dopustil, ne podpiram varanja. In jaz osebno ne bi nadaljeval zveze. Ti? Tuj ne, gotovo. Gotovo, če enkrat prevariš. Zakaj pa misliš, da pač varanje kot tako, zakaj je to deal breaker? Ker zdaj si moj in samo moj, koliko je to sebično... Ampak veš, kaj mislim, kaj pa recimo, če... Ok, torej, če si ti v zvezi z nekom, je seksualno ta človek samo tvoj. Po tej definiciji trenutne zveze. Seksualno, ne ka. Odvisno, koga vprašaš. Naprimer, za me, ja. Ja, ne, ampak je zanimivo, ne? Mislim, kako smo mi to, kot bi rekli, definirali, da to pomeni, da je deal breaker, da smo tako naučeni, ali mi že to... ja. Zakaj misliš, Ja, da to je cool vprašanje, ne? Ja, zakaj je ta konstrukt narejen, da v bistvu, če te nekdo prevara, torej, Ja. ko bi rekli, kaj pač, veš, to bi lahko isto, ne vem, da se pogovarja tvoja punca z drugim fantom. Vsak par lahko po svoje definira, kaj je Ja, to za je njega varanje. Ampak dajmo reči, generalno sprejeto je, če te nekdo prevara, je to slabo in je konec. Mislim, to je spet vešuno. Prevara, ampak če pa ni prevara, ampak že beseda prevara pomeni, da te je za nekaj ogoljufal. Čakaj, okej. Aha, okay. To pogledaš, ne? To je zdaj isto, če ti ni panike, naprimer, da se ljubčka z drugim. Bi ti bila fiks panika, da se ljubčka tako pred faco z drugim. Meni je bilo oboje, ne je bilo všeč. Ok, ja, tebi, meni tudi, ampak naprimer, ne, za reči, ki je rekel, ja sem odprt izvezi, ok, ne sodim nobenega, ampak ok, glej partnerja, ko fuka in bomo videli, koliko te je Seriji cool. to gledajo pač. Ok, dobro, ne poznam take weird relationshipe, ampak za reči, ne vem, meni To je ne... ono cuckold, kaj ni? A? Cuckold. Ne vem.
Ne, meni ne bi bilo kul, da vem, da Pač zdaj je to folk odpravila dela. z enim in zdaj... To folk dela. Ja. Ampak zanimivo, ne, kako, mislim, vse jaz se strinjam s tem, ampak ne vem, ali je to, sem jaz naučen, ali Ne, jaz tako je kot naravno nekaj. Mislim, če pogledamo mogoče v zgodovino, dajmo si predstavljati prav ljudje. Mogoče je zaradi bolezni, mogoče je zaradi... Ja, no, po mojem to spet, ajde malo tako za reč, posestev, ne. Ti si moja, jaz sem tvoj. In samo tvoja in samo moja. Ti po kož živali. Tipo poroka, isto. Ne pač živali, tudi lev in levinja, samo en ima eno. Ni da drugi levi fukajo. Valjda jo. Ne. Ne, pingvini mislim, da pingvini se prav zaročijo. Ja, ma to In so pol oni, ostanejo oni skupaj za life. rumeno, kaj so oni neki rumeno-plavutni pingvini? Ja, ne vem. Cesarski pingvini. Cesarski pingvini, ono ko jajca skupaj grejejo. No, oni se Vseeno je, če se zaročijo dejansko. pingvini poročajo, pa In veš, so da neki... skupaj cel life, samo s tem enim. Poroče, kaj mi že so uradno skupaj? Mislim, da je Član podpisano. imajo župnika, pingvina mona, reče, vzameš ti pingvinko za ženo, čiv, je ti, čiv. Njihova una poročna skladba je Happy Feet. Mislim, da to ni film. Hudo. Ja, da. Okay. Nje. Kaj misli, da je to nekaj naravno, da je to naravno naš instinkt, da če te nekdo prevara, Ampak recimo, spolno prevara. Veš kaj, tle gre... Spolno, ne, da občuje z drugim človekom. To je. Tle je pol tudi za reč, čim greš v zvezo, ne, pustimo zdaj te primere, ki ko definirajo in blablabla. Če greš v zvezo, si zdaj ti, ko bi rekel, neverbalno, pač je zmenjeno, da jaz sem tvoj, ti si moja. Nepisana pogodba. Ja, jaz sem moj, ti si tvoja. Hvala, Jure. Ja. In da zdaj ti greš z drugim, si prekinila to moje zaupanje v tebe. Da smo kao, jaz sem tvoj, ti si moj. Iznik zato greš v zvezo, ne? Se zavežeš. A greš, jaz mislim, da smo včasih hodili v zvezo zaradi drugih razlogov, ne zaradi tega, da si ti en z drugim. Včasih so hodili ljudje v zvezo zato, da lahko se preživljajo en drugega, po mojem. Vedno je bila neka ljubezen od... Ne, ljubezen je po mojem samo naraven konstrukt, narava je to ustvarila, da pač ljudje preživijo ampak, kot rasa. Zakaj nisi šel ti v zvezo z žensko A, zakaj si šel v žensko B? Obe dve so ti na voljo. Zato, ker tam na ti je bolj, nekaj ti je bilo na njej bolj. Ja, ma to mislim, da je lik naravno narejeno zaradi tega, da pač se ljudje množijo. Reprodukcija, valjda. Okay. Ja, ampak vseeno Ja, kaj je zbiraš, ljubezen? ne? Kaj je ljubezen? Oh, Ne, kaj je to? Nekaj kemični release, I guess. ne vem, kaj je ljubezen. Neka kemija, ne? Neka kemija. Ja. Ali pa Ja, to- kemija, ki pa čez Skupek. čas tudi mine, če neguješ, ali pa samo pač mine. In ti vsak dan, v bistvu, ko se zbudiš, moraš izbrati to osebo, s katero si. Vsak dan ti izbiraš, da si z njo in da jo ljubiš ali karkoli. What? Ja. ti vsako jutro moraš to izbrati. Pa če jaz mojo ženo... Med kolikimi ti izbiraš to? Ja, ga dema na fuckboymo, ne? Ana, ima tako 4, Med- danes si ti moj Med fant. Juretom in Matejem. Jaz ni. Ne, to... Ja, mislim, jaz, ko bom imel, na primer, mojo punco, ne, ki je vem, da Kaj bo... boš imel? Mislim, član, bom imel jaz punco, ki vem, da bo postala moja žena. Reži. V glavnem, ko bom bil siguren, da bo moja punca postala moja žena, bom vedel, da je una the one. To bo prišlo, se odločiš in vem, da ti si una oseba, ki hočem s tabo preživeti do konca mojega lajfa. Ne bom zarabil vsak dan odločati. Maj veš kaj, danes bom tudi bil. Pač. Ma Ne se ni gre vsak za dan, vsak verjetno dan prije to na odločanje. mesec ta kriza, na 3 mesece, na pol leta. Ne, jaz po moje enkrat, ko veš, da to je una, I'm good. Tudi če imamo neke probleme, ti si moja in to bomo vse rešili. V glavnem, vej, kakšen mesec je dobila? Od enega bivšega fanta. V glavnem, bila je zelo smešna situacija, ker približno eno leto nazaj sem šla na razen s fantom in tako po enem letu, mi je zdaj poslal message, hej, ali bi rešila to anketo za mojo magistrsko Boj ne, nalogo? fuck you. Ampak to ni bila tako 2-minutna anketa, to je bila stvar, ki jo rešiš v 3 korakih, moraš prebrati par stvari, nekaj ugotavljati.
Nekaj, kar ti ne vzame lih 2 Ko si minute moraš vzeti uro največ. life, ne? Veš, kaj vam mogla reči? Jaz sem tako, kot prvo sem si mislila, jaz nimam časa za reševati te stvari. Fuck you. Za nekoga, ki me je prizadel. Boj. Ma kdo sploh rešuje fucking Če pošiljaš te ankete, ste magistrske? fucking Pač smradi. plačaj mi. Jebte se, Oj, pač no. fuck off. Bolj me kurac, kakšen faks, kakšno šolo, kakšen magistrski. Ne bom ti rešil ankete. Fuck you, Mona. Lajkajte vsi, ki ne marate reševati anket. In medtem lajkajte video in se subscribajte. Glavnem. Sem študirala, kaj naj odpišem nazaj, ali naj sem prijazna in rešim, pač iskreno shut the nisem fuck imela časa. In potem sem mu poslala en post iz Instagrama, Instagram profila Srco zlom. Članka mu bacila mim. Torej, ja, basically sem mu poslala meme in sicer bil je screenshoten pogovor med punco in fantom, kjer je punca napisala nekaj v smislu to ni to, ne čutim tega in je fant napisal, ok, ni panike, razumem. In potem čez par mesecev mu je ta punca nazaj poslala, hej, reši mojo anketo. No in to sem ta misel mi jaz njemu poslala nazaj. Članka mu dropni. Ker je čisto rekla, podobna "Fuck you." situacija. Kaj mislite, da Isto je. še vedno, kdo rešuje te ankete? stari? Jebte se z anketami in jebi Ma, se ki ono njen niso bivši. ankete, ono 3 vprašanja, da človek reče, da bom poklikal. In tudi, anyways, te magistrske s temi anketami pove po folka lažni, pove po fejkanega, anyways. Ja, ja. Oh, Itak. ko ti tremo na anketa, nekakšenkrat sem dober človek in mi je res kolega. In polko vidim 10 strani, pač zaprem. Zaprem. Njega bi bilo treba zapreti. Da sploh ti to dovoli kako naj poslati. naredijo magistrsko, no? Ne, dela na, ne plača. Pač, kje tip? Daj mi 10 evrov, Mona, ti bom rešil. V glavnem ne pošiljati svojim bivšim ankete, ker ni Niti- podobno. Mislim, če pošljete nekomu, ki hočete, da je vaš prihodni, niti ne tega delati, ki ne bo. Pač, piramidne scheme in ankete, fuck you, Mona. Ampak no hate do bivšega. Ja, z njene strani, z moje fuck you bivši. Ko greš to delati, what the fuck, Mona? Dej, Dobro, član. po moje Jaz bom bil tle dober tvoj kolega in vem, da ti ne boš, zato bom jaz. Ja, bil še bil neklulek. Dobro. Ne, ne bomo Zdaj si lepa sama in čakaš ta Le, kaj še- pravega ja. in zdaj ti je z novo lepo. frizuro. No, Res je zdaj seksi, bil še lahko ti je žal, Mona, fucking spička je, Se mu je, si viš, da je hotel breakati led z anketo. Mona. Vidiš, je gledal podcast, je videl, ko si seksi, je rekel, fuck, moram jo dobiti nazaj. In ona je rekla, fuck you, Mona. Dej slavljenec, kaj je biti eno leto starejši? Kaj če govorim šmalovanje? Kaj je, no, kaj me to sprašuješ, pizda? Isto je kot lani, ko sem bil 6. Včeraj. Ti pa kliču po noči, kaj je ponoro biti 27. jaz sem sem mu ga jebal v napisala glavo. message. Ja, hvala vam drugače za lepo sporočilo in so pozornost. Ni panike, ni panike. Ne, ampak kaj če biti, ne vem, pizdarja. Star si. Bliže se vem, stari. Imaš rad rojstne dneve, svoje. Mislim, nič proti njim, ampak pač ono, iskreno, ja, kaj pa fali, pač še. Prav lepo je. Prav lepo je. Ti ne maraš nič dnev. Ne, Ja, si stvarno. vemo, Jana, ne maraš nič dnev, Mona, what the fuck. Koliko imaš ti 6? 5? 4. Samo 4? Ma dej, laži mami, Mona, dej. Koliko imaš 6? Nič srečno novo leto vsi skupaj. Ne bomo razkrili tega. Ne, koliko si ti? Bomo razkrili. Ma dej, nehaj. Naj bo to mystery. Napišite v komentarjih, koliko mi zdaj stara Ana. Več kot 40. Nehaj, kmalo bom Abraham. Treba bi vedeti. In 7 sinov. Abrahama, 7 sinov, 7 sinov. Dovolj. Meni je lepo med žurko, meni je lepo zažurati. In Jure tudi. Jure, kje smo mi dva zažurala prejšnji vikend? Mi dva sva zažurala v Ljubljani. Šli pogledati naše ljubljanske muce. Ja, smo šli pogledati naše ljubljanske muce. Une zapuščene, ki hodijo po cesti. Ne, one grejo. V glavnem, zvesta poslušalka, Dora kolegica, Anastazija, sem hotel še reči, certified članka. Certified članka. Verified. Anastazija, kje si Anastazija? Hi. Lepo je bilo s tabo zunaj. Res je bilo jako. Škoda, ki se nismo videli, ker nisem bila povabljena. V glavnem, ful je bilo lepo. Kako biti nepovabljen spet?
To je že tretjič zdaj. Sushi, kino, Boj Ljubljana. tiho! Ne. Okay. Intermezzo. Tebe ni bilo. Jaz in Jure smo ga tle hengali do poznega, ki smo delali in smo rekli, fuck, gremo na sushi. In ti čakaj, ste šli na sushi brez mene? Ja, ker te ni bilo, Mona. Če bi bila tle v placu z nami, ja, bi šla z nami. Ampak te ni bilo. Je mogla iti v Mari. Kaj pa tvoja babica zdaj? Gre slušaj, kaj pogleda? Zdaj sploh ne boš več njej. Ja, kar naenkrat tako, Ja. babico je zdrava. Kje je babica? Hopsa po vrtu sama. Kaj pa zdaj, kje pa je babica zdaj? Kakšna si ti to nukinja? A? Da si je šla nazadnje pogledat. Dobro, se prijemo nazaj, tudi Ana ima zapovedati zgodbo, ne? Ona je šla tudi ven žurat in nas ni povabila, tako da prozim, pam ti pa vratimo, ona. Šuno, ki sem jih povabila in strah. Ne, nas ni Dobro, povabila. Ana gre ven ob 7:30 zvečer. Ne, plus, čakaj. Uno v kino greš kasneje. Čakaj, to... Kaj to še dela? Ja. To vabilo je bilo tako, veste, danes grem ven, ne, tako žurka in to. Jako, Ana, hvala, ki si povabila. Nič kaj, greste z mano? Gre za rock koncert. Ne, rock koncert. Ne moreš nam povedati, greš z nami tako zdaj. Hvala za povabilo, v glavnem. Jaz in Jure smo ga žurali. Volano smo se lepo. Ko smo bili všmekani. Smo bili šmekani, ona. Puloverčke. Ne, pulije. Trtelneke. Puli. Ampak take tank, take bombažne. Take lepe, ne une tipo Kvalitetne. zimske puloverje, ne? Lepo oblekica, Matej je bil pač v nekih dress pants smo na- Še niste imela štikle. Nismo bili What? Ne vem štikle. Škoda. Ana, prosim. Boš zaslužila mute. Te fantazije, prosim. Po večeru. Spitaš mene v štiklah? Koliko da imam? 2 metra, imam na 20. 2 metra 10. Jure, gremo na drink! Jaz bil kot konj. Joj, moj nona je imel tako, ni imel cenzure, ful se rad hecal. Si po njemu? Jaz sem malo over the board, malo več kot on. Ampak ja, tako smo bili si v trgovini in je šla ena ženska, tako se je videla, da je delal v neki taki fancy službi, ki je bila oblek za štikle, ne, in je šla mimo nas trgovin, ne, klok, in moj nono, kod je šla mimo, niti ni počakal, par korakov, tako je, jebem ti lej to kamelo, ona se jo čuje čez celo trgovino, stari, klonk. Jaz sem moral cveka, ona se je malo obrnila, pogledala. To ste rimeniči. Ja, ne, on ni Divjak. rimenič, on je po mami, ja. Kaj je imela oblečen kostim? Ja. Ta beseda mi je tako čudna, kostim. Smo bili v nebu. Je nebo. Nebo. Smo bili v nebo. Ja, ev. Ja. Slovenščina matura 4. Ok, in ko se reče? Razkliče nebo. Ja, če sem rekel, smo bili v... Kako reči, da kliče se nebo? Bili smo v... Nebu. Je, nebo v. Bili smo v... Slovenščina matura 4. Bili smo v klubu Nebo. Samostalniki. Shoutout članke une, ki jim daš, da ti obesijo plašč in jakne, so nas prepoznale. Ali bolj ena nas je prepoznala. Mateja je prepoznala. Ja, najprej je ena mene prepoznala. In bolj sem vprašal, kaj gledaš člani podcast? Rekla, ja. In sem rekel, pa je bilo tako, Jureta. Leki sti, sploh ti si prepoznala. Tako smo bili všmekani, da sploh nas niso prepoznali. Tako da se vidimo v klubu Nebo. Ja, v leto tam ga hengamo. Hengamo. Ja, čekaj, skaj si povedal? Sem smo tu bili, nismo pabli. Ja, pizda. Sem takrat ni vedela. Pizda. Fak, zdaj ve, kje smo. Moramo menjati klub. Ponavadi smo v cirkusu, Ana. Ja, med opicami, valjda. Ti kličeš ljudi, ki hodijo ven v cirkus opice. Ja, jaz sem tam večinoma. Vleči se ven. Ne, nisem. Torej, zdaj je bila, kaj je bila, balkanska scena v cirkusu? Ja, to nismo šli. Torej, zdaj praviš, vsi, ki so bili tam so opice? Vsi, ki slušajo Balkan so opice? Stop, da ne bo kdo kaj mislil. Ne, malo heca. V glavnem, tam smo ga, jaz in Jura in Anastazi smo ga malo džuskali, ne? In pridem fucking na tak karmona mimo, leh člane, ful jak podcast, spremljam vsak teden, ful ste dobri, tako da keep up. Ful jaka. Stop. Jaz sem rekla cirkus in opice, ker cirkus kot cirkus. A ja, zato si rekla. Ja, ne, da so tam opice, zato oh my je rekla, god. Matej. Ne.
Nekaj to si mislim. To je mislila. Ne cirkus kot Joj, klub. bučko. Kaj smo mi, Jure? No comment. Kaj smo jaz in ti, ena, dva velika? Bučko ta. In ko je pomislil na to, ti pa tako 5 minut kasneje. Kaj niste razumeli kao klub? Ja. No, ne. Zato, ker v cirkusu sem bolj pomislila, da sploh ni opic, ali pač. Zdaj skrvadi se ven, ja. Dobro. Delam na svojih. Delaj na sebi, delaj. In ki si rekel nekaj, res je ono, ja. To pomeni, da si dober igralec. Bili smo še v nekih 4 klubih, vseh 4 so nas prepoznali. Kaj ti, Mona? Matej je bil glavni cilj, da njega prepoznajo. Matej, dosegel si svojo stavo. Matej, slaven si. Matej, kaj gremo jepete, gremo ven, meni se ful kurči, valjda nas bo kdo prepoznal. Dej, gremo ven, Rimanič, malo, dej, zdaj smo malo jači, dej, gremo, da kakšno pičko v 5 sat. Jaz sem to rekel. Šupak bo zdaj name. Jure, to je bilo history in the making. Jure se je prvič slikal z oboževalcem. Je prišel, kaj se lahko slikal in se je slikal. Tako da, dej, kako je bilo biti prepoznan, Jure? Ma ne vem. Matej, to vas pravljaš v neprijeten položaj. Kaj si imel metuljčke v trbuhčku? Ne, meni je to ful malo... Mislim, dobro, den človek nas je videl, stari štekaš, Jesus. Pravim, vse to v 4 klubih, da ne bo pomote, so nas 4 ljudje prepoznali, tako da celo noč 4 ljudje, ampak ja. To je tako prepotentno. To je malo cringe, ja. To je res cringe, To je stari. cringe zdaj. Pa ne, veš kaj? Delaš cringe iz nas. Ni res. Zakaj nam delaš bruke? Zakaj nam delaš bruke? Veš zakaj, zato, ker mi se ne nosimo tako. Saj se ne rabimo nositi nikamor. Dobro, Jure, prosim. Zdaj Ni si da, mu dal make-up, prosim, ni da se imamo za neki En več. tip je osvajal Mateja. Ga je vprašal, na katero šolo hodi. Če sem v službi ali na šoli. Fora je, da je imel neke slabe... Ali si v službi ali v šoli, ali na meni? Kaj res? Fora je bila, da je imel neke slabe fore. Prvič nisem rekel fore, ki je bila slaba, in drugič je imel nek naglas. Ne vem, kašen ga nisem razumel. V glavnem pol sem se malo odmaknil. Ja, ne, to sem hotel reči. Ni, da se imamo za kaj več, ne nič. Samo je ful lepo, zato pač to povem. Če nas zdaj vidite, lahko pristopite. Ful nam je lepo dejansko poklepetati z gledalci in nam povejo, zakaj nas gledajo, kaj jim je všeč. Mislim, ne rabite vse to povedati. Zakaj delaš zdaj anketo iz tega? Ne, samo pač hočem reči, Sorry ti, bivši. Hočem samo reči, da pač ne vem, meni osebno je lepo poklepetati, ki zdaj tle misle, imamo prazen studio, lepo je dejansko poklepetati z našimi gledalci in ti povejo, Se bi lahko kdaj imeli tudi live. Veš, kaj sem razmišljal? Kaj če bi imeli... Organ, čakaj, stop. Čakaj, samo da povem nekaj, Stop, da končam se zahvaljevati, samo da se da se zaključim zahvaljevati. Samo zahvali se. Gledalcem, hvala, ker nas spremljate. Like, share, subscribe. Tako pač. Ful pomeni, ko prejste, tipo, ne vem, mi polepšali pol dne neki delami, pač mi ne hitreje čas z vami, ful je lepo delati, ker na koncu dneva mi to delamo tudi za vas, tako da ful hvala in ja, pač to je bolj hvala, smo to povedali. 70% gledalcev ni subscribenih, tako da vas ful lepo prosimo, da se lahko subscribete, ker nam to ful pomeni. Niti nobene donira, kaj misliš, da mi to delamo za ston? Ne, skecam. Ne, res hvala vsem, ki nas gledate. Veš, kaj sem hotel reči? Povejte, kaj se vam zdi, če bi imeli nek segment, 5-minutni nek prank call. Veš, da bi poklicali tipo scena Javšnik, ko je imel, veš, da bi... Da bi tako malo se Veš, da lahko babico uponašam, ali neki... Da si malo zabavili to. Jaz sem dala mojemu pasu, moj pas je pojedel granato, kaj ni naredim? To je imel Javšnik eno foro, da je lovec in da je njegov pes pojedel granato. Jaz se spomnim, jaz sem te stvari, mislim, da od njega gledala. On je imel bolano to. Ne, dobro, što bi imel. Jaz sem ponavadi na svojih rojstnih dnevih s prijatelji, ko smo bili mali, smo delali prank kole. Ko da nijem prijatelj. S telefonom, Jure. Mislim, s telefonom so delali prank kole, no. Ja. To je bil highlight rojstnih dnevov, ko smo klicali random ljudi in rekli, evo, tle smo s pico, pridite ven.
In veš, tako so prekinili. Prekineš. Bili smo mali. Jaz enkrat nisem imel kaj za delati in sem pisal random številki, noseča sem. In z eno gospo sem imel cel pogovor, kaj zdaj narediti. Oh, wow. Kaj tip si ti? Kaj še si ti? Smiš, da bi jaz dobil ta SMS in tak ne bi bilo nobene, ne bi se ustrašil tega. Ja. To moraš biti res jebač, da se bojiš. Da biš od ene za številke noseč sem Se moraš biti res jebač. Ne, to si prehotel reči, live podcast. Ja, da bi naredili live stream, samo imamo slab internet le. Ok. Bi mogli dati optiko. Se lahko si kupimo optiko. Ja. Ne vem, če je že optika postavljena. Če bi vi radi Ja, mislim, da je optika. poslovali prav z optiko, da imamo Boj tiho. biznis začali. Kdo je za to, da Ano zatiramo, preden kaj pove takega? Like. Hecam se, Ano ne zatiramo. Ana nas. Samo zapiramo. Ker gledaste ful naših podcastov, mi dobimo oglase in od tega mi dobimo nekih malih šoldov in od tega si bomo lahko nabavili optiko in naredili za vas ful dober live stream. Tako da čim več gledati podcasta in če ima kdo kakšnega bogatega strica, ki ne ve kam z denarjem, imamo link za donacijo. Mislim, lahko tudi pošerate z vašimi kolegi, če vam je cool podcast ali neki. Ja, nam je ful lepo tako, ko folk pošera, da vidimo Pa tudi lahko se kdo gleda. na TikTok, dobro, da nehamo tle se prodaj, lahko tudi na Ja, TikToku se subscribe. Jaz hočem dati en shout-out Jani iz CMK-ja. Ja, povej, ko je bila na žurki, nas nisi povabila. Bila sem na rock koncertu, kamor vas bom naslednjič povabila in imate, da skačete. Jaz ne znam na rock koncerte hoditi, ki pa sem full lesen jaz tam. Kaj bom skakal? Ma sej, veš kaj, samo na metal koncertih ne smeš biti lesen. Štekaš, ki je metal. Na rock koncertih si lahko kamen. To je dobro. Ajde. To je bilo dobro. Dobro, vse je bilo v redu. Vse je bilo v redu, ajde, dej. Opizda sem falil. Ma kako jo je muč, Matej, kako si... Ono je prav uno, veš? Mučno Tipo, se veš je ono, dala ko ven. razstavljajo miši? Ono na biologiji. Ja, Tipo, prav isto tako ona secirala jo je. secira. Secira foro in te posili z njo. V grlo ti zatači, razumeš ga? Ampak ne elegantno, pač prime, ne posecira, tako lepo v detajle in pol jo zgrabi. Šava v grlo. In shout-out Jana, evo Jure Čau, Jana. tle. Kaj je rekla Jana? Jana je rekla, da če si samski Jure, jo pokliči. Jana. Jana. Ok. Ja, vidiš, to je, ker si se promoviral, da si rad narediš ti prvi move. Če bi jaz bil všeč, bi ona mene klicala. Tako da, Jure, se boš popravil ali boš ostal pri temu? Nekaj šaj. Lega, ki si malo zahdel. V glavnem, ja, no, Jure, oboževalke. Ja, jebi ga. Ne, pač... Lega. Kaj je z vami narobe? Lep si, zabaven si in v redu fant. Hvala. Darila lih ne zna zdajati, ampak dobro. To so malenkosti. Ne mora biti vsak perfekten. Teraz. Se bom potrudil zdaj bolj naprej z darili. Tako da punce je hitro vrsto, ker lejte ga. Še ko ga ni ga osvajajo preko drugih. Preko drugih. Jaz sem tako vprašal, Kiro je najboljše darilo za rojstni dan, ki si ga dobil, ampak pač to. Ja. Tako da bom vprašal, Kiro je drugo najboljše darilo za rojstni dan, ki si ga dobil. V lifeu. Fuck, stari, kaj jaz vam? Jaz se spomnim eno štorijo. Jaz sem včasih ful igral na igrico Crossfire. Okay. To je bila neka multiplayer igrica in meni je bilo ful dobro to pač igrati. In jaz sem toliko drkal v igrico, toliko sem jo igral, da se spomnim, enkrat sem toliko igral, da sem tipo ustal, sem se nekaj stegnil na umaro in sem padel skupaj, ker sem toliko časa igral igrico in bulo v ekran. To je bilo enkrat v življenju, se mi zdelo. Ti veš, ki se stegneš gor, veš, ki lih ono... In jaz se spomnim, ko je bila meni ena igrica Warrock, ne vem, če kdo pozna, to ste mi stari igre, smo igrali. In je bilo ful dobro hekat. Meni je bilo ful dobro hekat včasih, ko sem bil otrok igrice, meni je bilo to the shit. Kako, veš, ono, je bilo brez veze igrače hekaš, ampak je bilo ono... Čekaj, ker lahko tudi to, mi smo tudi, ko smo bili mali, pač temu rekli hack, ampak v bistvu pač si imel cheat code in si pač cheatal. Ne, to so prav bili hacki za multiplayer igrice. Ma ni, da ti šel v igrico skekati, ampak si že imel
Ne, Samo to daje vnotri v igro, te heke. Ne, tipo je bilo potreba injektati te heke. Veš, je bilo pravno, veš, ker multiplayer igre imajo prav neke sisteme, da to preprečijo, ne? Ni to San Andreas, ko si tipal kode, to ni hekanje. Ampak jaz sem imel pravne heke, ki, ne vem, vidiš ga skozi steno. Ja, dobro, Da to so spet letiš in cheat imaš, codes. da Ja. Ni to cheat codes. To so cheat Ne, ni codes. to cheat codes. In letiš z bazuko in tako veš, neprestano strelja bazuka. Vu. Pač bolano, to so bili oni časi. In pol so te fuknili ven in si šel naslednji in ste hejtali še naslednji. In pol, ko si to končal, si se stegnil na maro in padel skupaj. Tako da, ja, kaj ti si dobila kakšno jako darilo? Ja, zabavo presenečenja. Ja? Uno. Ja, kjer si ti sodeloval tudi. Pač ono, okej, nočem, ampak bom, pač sorry, jaz dajem najboljše darila. Ja, Pač, znam. ja. Bilo kar Povej, kaj je bilo? presenečenje je bilo. A ne, če si tako nikoli ne priznajem svojih rojstnih dnevov in moja sestra se je za en rojstni dan odločila, da bomo oni naredili zabavo presenečenja, kaj? Bomo oni naredili zabavo presenečenja in povabili vse njene kolege. Takrat Jure še nisi bil moj kolega. Dobri, lepi staricajti. Kdo je bil? On in sestra in mama. Nekaj sem bil En tudi dan bom jaz. zbrala vse svoje kolege in vas predstavila, da boste videli. Ja, prosim, mene ful zanima, kdo je tvoj džiro. Ti skrivaš tvoj džiro. Pa so razprašeni povsod. Ja. Okej. Si se vprašala, kdaj, zakaj? Danes sem se te lotil, sorry. Ful je bilo lepo, jaz in sestra smo naredili en tako nek slideshow, predstavitev s projektorjem in vsem je bilo ful fucking jako lepo, prosim. In še majico je dobila. Ja, jaz in Timothy Chalamet. In ta majica zdaj obešena na omari, da vsak dan gledam. In manifestiram, da bom enkrat s Timothy Chalamet. Zakaj Timothy? Zakaj? Povej mi Tako na njemu je, zakaj. to je, Zakaj? Je Zakaj? rekla zadnjič, Kristijan, vse ampak so je je Timothy. pičkasti tipi. Misliš po ženščini? Ma ne, on je mene impresioniral s svojim igranjem v filmu Call Me By Your Name, ki sem razmišljala o tem Se tebe tudi biš izplejal. Dobro, no. V glavnem, Jure, te je bila zelo nepotrebna. Ampak dobra, ful. Ok, to je prvič na podcastu, kar si se zavedile pozicije. To je bilo mogel ti res fora, ki te je spravila na noge. kaj pa ti, Rimanič, najboljše darilo? Ne, čakaj, to. Ampak dejansko moraš se paziti igralce. Veš, koliko ti lahko tip glumi v relationshipu? Pač, real talk. Rekel, kaj da imam rad. Kaj šele režiserji, ki zrežirajo celo zvezo? Zdaj smo na Ani. V glavnem, kjer je najboljše darilo? Za 9. rojstni dan sem dobil Lego gusarsko barko, ki sem jo sestavil v 2 dni. To je bilo tako nekaj fucking jačega. Imel si to 10 možičkov in... Aha, To je res ful da bilo jako. shit, to je res da shit. Oh, the fucking ladja. Ma zakaj nas tako privlačijo Lego kocke? Meni so Lego kocke nekaj najjačega. Ja. Mislim, jaz ne vem, zakaj je to tako dobro. Pač meni Ali je ja- oblika, kaj, vem, kaj je to? Pač meni je, ki uporabiš svojo kreativnost in domišljijo in pač zgradiš, kar češ, delaš, kar Ti si češ. delal v stolpe, jaz sem delal v ne stolpe, da pride čim više in pol so se zvrnili. Jaz sem delala hišice. In jaz sem delal cele zaigrane bitke in Ja, se. stage in cel film sem delal, ko sem bil mali. Veš, kaj je bilo meni ful dobro, da smo z bratom naredili vsak svoj grad in pol smo si bombardirali, kao, Jako. meni je bilo to da shit. In pol sem še njega, da je vrgul kocko. Joj, Shout out to Luka. Luka. Luka, šefe. Evo, dej. Shout out to Monefti. Shout out, ja, Luka, on je naš šef pri NFT projektu. Hmalu na policah. Ne, res delamo en fucking sick projekt, ki bo prišel ven junija. Kmalu. Kmalu, Junija. pred poletjem. Junija. Junija. Gledam, ful dobro za okolje, pač res smo poskrbeli, smo obala člani in je treba poskrbeti. In, Ja. tudi vi, ki niste z obale, ki ste celeni, vsi hodite na fucking obalo, ko imate cajt. Tudi Pač, oni, Ja. ki ste, Točno. niste z obale, vprašajte, zakaj niste. pač kašenkrat ne rabiste pred, ko je sonce, vsi tako je dol, pač, je v redu. Sej hribi so tudi lepi in drevesa. Dejansko hribi so ful lepi. Aninih 5 minut, da znanjem boš zasud. Začela sem brati eno knjigo o psihologiji, kjer so razložene vse te glavne teorije od psihologije.
in ena mi je zelo padla v oči in sicer gre pa za to, da ljudje, vsak posameznik gleda na svet na nek svoj način in vsak misli, da je ta njegov način oziroma njegov svet, tako kot ga vidi, tisti pravi, torej objektiven. V resnici pa je pač to dojemanje sveta odvisno od vsakega posameznika. In če ti hočeš nekoga prepričati, ne, svet je tak in tak, se tvoj sogovornik pač ne bo nujno strinjal, zato ker vidi svet na svoj način. In do neke resnice oziroma spoznanja lahko pride človek samo sam. Recimo, če nekdo ne mara voziti, to in... Kaj? Ja, tako je, jaz ne maram voziti. Recimo Rimanič ima rad vožnjo, ne? Ali to ni res? Meni se je lepše peljati, tako. Ni da manjke proti vožnji, ima se mi je lepše peljati. Jaz rad vozim. Jure rad vozi in če Jure začne mene prepričevati, le Jana, vožnja je ful lepa, pač veter v laseh, lahko daš po gasu na praznih cestah, okolica. On mene ne bo prepričal s tem, da je pač vožnja nekaj lepega, ampak jaz moram do tega priti sama. Čakaj, da pove. Ne? Ja, ampak je že spet, evo, ta primer. Ne se je v redu primer. Kaj, hoče povedati, da vsak razmišlja drugače. Ja, ampak fora je, da oba dva sta experiencala že to. Pač on je ugotovil, da mu je všeč, ti si ugotovila, da ti ni všeč. Ja vem, njegov pogled je, da je njemu všeč. Čakaj, ti ko ima anih 5 minut, moraš biti tiho, dokler pol ni čas za pogovor. Pač point je v temu, da ker ima Jure recimo rad vožnjo, on misli, a vožnja je pač neka ful dobra stvar. Ampak ni nujno, da je dobra stvar za vsakega ostalega posameznika. Ampak kar je pač fora te teorije je, da je vsak sam odgovoren za to, kako gleda na svet in kako vidi svet. Kar pomeni, da če jaz ne maram vožnje, ampak moram pač ful voziti, je na meni, da pač sprejmem to odgovornost, da začnem gledati na to drugače in začnem iskati neke stvari v vožnji, ki so mi všeč in bom zaradi tega pač lažje vozila in mi bo svet na ta način pač lepši. Ker če meni vožnja muka, mi bo to vedno muka, ampak je pač pol na meni, da v bistvu spreobrnem svoj mindset, svoje razmišljanje in to vožnjo pač probam vzljubiti. Štekaš. In tako to sem dala pač en tak primer samo, ampak tako je z vsemi stvarmi na svetu, ne, oziroma mi se sami odločimo, kako bomo gledali na svet in je dobro, da v vsaki stvari najdemo nekaj pozitivnega. Ker tako se bo nam svet tudi zdel lepši. Pa jaz mojo repliko rad dodal. Tle pa sem jaz malček tako, ok. Če meni vožnja ni všeč, ja. Jaz mislim, da ne bi smel iskati sreče v temu, zato ker jaz kot oseba moj fundamental tega noče. Torej, če se ti v nekaj siliš in delaš in iščeš nekaj pozitivnega, se mi zdi, kot da delaš sebi slabo. Ja, ma bolje, naprimer... Čakaj, boj tiho zdaj. Da povem. Ja. In mislim, da bi mogel delati vsak tisto, izrecno tisto, kar ga veseli. Ja. To je moje mnenje. Ampak če imaš ti... Ja, povrti. Če imaš ti... vsak dan to nujo, da voziš, recimo imaš službo pol ure stran in moraš vsak dan se voziti v službo. V takem primeru je dobro, da ti najdeš neko pozitivno stvar v temu, zato ker svet je tak, kot si ga ti ustvariš in narediš. No, naprimer, zdaj si to pogledaš tako, za reč, samo to sem hotel dodati. Fuck, zdaj si moram pol ure voziti v službo, ne si zdaj vzameš, ok, fuck, nice, zdaj imam pol ure za ne vem. Poslušati moj najljubši podcast Člani. Ja. Ja, jaz mislim, da če delaš stvari, ki jih nočeš delati, boš samo nesrečen in boš zbolel. To je res. To se pa strenjam po eni strani s tabo, naprimer, ok, niti cool voziti, tako, niti malo. Niti cool neka služba, niti cool nek človek. Ja, vzamemo zdaj primer to za voziti, ne? Ok, delaj vse na temu, da ne boš rabo voziti. To. Nekako, da priješ na pozicijo, ampak če ni, ampak
Ja, ampak Delaj proti temu. moraš se truditi priti, da ti ne rabiš voziti. Ampak Ja. moraš pa, to pa je dober način, da upaš, dokler Je tako, za ne voziti. No, in tle pride pač ta odgovornost, ki jo sprejmeš ti v svojem življenju zase, da pač izboljšaš svojo situacijo, izboljšaš svoj pogled na svet. Ja, jaz pač mislim, da vseeno vsak človek ne bi smel iskati sreč nekje, ker ga zanj ni. Je zanj ni ga. What? Ja, pač. V glavnem. Ja, tako da pač sprejmite odgovornost za svoje življenje in počnite stvari, ki so vam všeč in naj vam noben ne reče, da je vaš pogled na svet napačen. Kaj pa, če si Hitler? Napačen pogled na svet je imel. Torej nekje so izjeme. Jaz bi mogla študirati psihologijo. Ja, Še vedno imaš možnost, by the way. Ma ne bi delala v psihologiji. Kaj ne bi Samo delal mi je v zanimivo brati te knjige in brati vajne psihologiji? podzavesti. Ok. Povej, zakaj si se pa upisala na faks, na katerega si se upisala? Ker takrat sem mislila, Ja, ti si kot na GRFT. Točno, faks sem že pozabil. Dobro, s tem lahko zaključimo kot Anina igralska In the arms of the angel. Like, comment, share, subscribe, hvala, ker ste gledali. Se vidimo drugi torek. Vsi pišite Juro na Instagram, vse najboljše. Čau, čau. Ciao, ciao.